Nocoj, kaj dogaja, gostimo voditeljico, igralko in komičarko, ki svoje življenjske zaplete najbolje zapoje kar v šansonu. Z nami je Ana Marija Mitić. Dobro večer, Ana Marija. Ja, dobro večer, živa. Ekipa oddaje Kaj dogaja tudi letos podpira akcijo Pomeži k soncu. Po tvojem mnenju, zakaj je pomembno, da ljudje iz javnega življenja oziroma v tem primeru estrade podpremo tako akcijo? Mislim, zagotovo zato, ker bi jo tudi osebno, zdaj bili javna oseba ali pa ne javna oseba. In ker je Mežikanje soncu ena lepa akcija, ki je že toliko in toliko otrok popeljala na morje in vsi, ki imamo otroške spomine na morje, smo si verjetno enotni, da so to eni najlepših spominov, ki smo jih imeli in to res privoščim čisto vsakemu. Tako da pač kar lahko naredim, če lahko naredim še kaj drugega, kot samo da vlečem denar iz denarnice in spodbudim mogoče k takim dejanjem še koga drugega, potem seveda dobrodošli. In podpremo to. Ja, seveda. Trenutno te lahko gledamo v novi oddaji Besedolov. Si tudi sicer ljubiteljica televizijskih kvizov? Kvizov niti ne, besed pa vsekakor. Ja. Že od nekdaj, odkar se poznamo, operiramo z besedami. A z dobro z besedami? Kakor vidva. Dobra si z besedami, Tilen. A veš, da sem? Pa hitra tudi. Ampak hitro in dobro. Ja, predvsem pri tej hitrosti gre za artikulacijo. Jaz sicer naj bi nosila lento najhitreje govoreče voditeljice, pa vendar ne gre za hitrost, ker mnogi ljudje govorijo še hitreje kot jaz, gre za artikulacijo, pa za upenjanje teh besed v lepe stavčne strukture, torej negovanje materinščine, kar sem pa vedno bila velika Si kdaj poslanica. preizkusila kot tekmovalka? Pa to ne vem, moj kviz, naš kviz, Besedolov, nisem sama v njem, moj sovoditelj je tudi Sandi, sicer nisva sovoditelja, enkrat ima eno dajo, enkrat ima drugi, ampak zadostimo tako tistim, ki radi gledajo ženske obraze, kakor tistim, ki imajo radi moško podobo prek ekrana. Pametni smo pa vsi enako, ne? Tako da, ja, tam, ko vlečejo naši tekmovalci črke in jih upenjajo v prave besede, v bistvu je malo tudi odvisno od sreče, tako da ni zgolj in samo pamet. Je pa to ena taka zabavna igrica, ki jo tudi za voljo negovanja jezika, abecede, poznavanja besed, zelo rada si jo gledam tudi z otrokom. Tako da je taka družini prijazna. Besedolov. Tudi poučna. Seveda, zveš kakšno novo državo reko, meni ta geografija, toliko ni ta kategorija, na katero bi sama stavila. Boš pa tudi letos nastopila na festivalu slovenskega šansona. Ponovno. Ponovno. Po 10 letih je spet nastal festival slovenskega šansona in to je bilo 2 leti nazaj. In zdaj je zopet festival slovenskega šansona in jaz ponosom povem, da smo bili zbrani z Ana Marija Mitić triom v finale slovenskega šansona. Kdaj si začutila, da te vleče v šanson? Jaz sem bila šansonjerka že od nekdaj. Res? Alenka verjetno lahko potrdi, ker so se srečevali že na odrih Huda France Prešeren in tam je bil nek razmajan star klavir, ki sem ga vedno rada uporabila pri nastopih. Zato, ker se mi zdi, da ta ekspresija, ki jo seveda delamo čez oder, čez like, čez prizore, čez improvizacijo, ki mi je sila ljuba, je pa nekaj najlepšega, če se lahko zgodi v obliki glasbe, oziroma da je skupaj v sozvočju potuje ta beseda in glasba. In to je šanson. Ampak najprej napišeš glasbo ali tekst? Ful odvisno. Včasih se najprej porodi tekst, pa pol sedem pa še muzika rata, včasih hkrati, včasih pa je najprej glasba, pa potem pride še pravo besedilo. Bo nov šanson tudi tako oseben, kot je bil prvi? Vedno so osebno izpovedni, ta bo mogoče malce manj melanholičen. Kaj ti imenuje se Oda vodovodarju. Kaj točno pa je z vodovodarjem bilo, pa izveste novembra na festivalu slovenskega šansona. Imaš kakšne šansonjerske vzornike? Kakšen najljubši šanson ali si taka samonikla, samo svoja? Kjeri so ti blizu? Kadar hočeš skrbeti za svoj individuum, potem je fino ne preveč gledati okrog, zato ker te hitro nekakšna, za inspiracijo absolutno vse. Ampak inspiracija šansonov je lahko tudi kakšen propadli pop pevec iz zlatih let slovenske scene. Povej, kaj pa ne, kdo je propadli pop pevec v Sloveniji? Boš postala nova Vita Mavrič? Spet bi se primerjavam kar lepo odrekla. Vsekakor pa, ja, mislim, da je to, da pa zdaj gospa, ko sem postala gospa, pa se še toliko bolj upam izražati točno to, kar je res v moji duši. Sej iskrena sem bila vedno, ampak to je pa res eno drugo polje. Si dober šansonjer, tako dobra stara kot vino? Kot penina. Kot penina. Kot penina. Ostaja poln mehurčkov in presenečen in ostaja tak, da je primeren za od jutra do večera. Ker tudi šansoni so za od jutra do večera. Včasih, da te lepo povede v dan, včasih je pa kakšen tak, ki si mal razjezden nad svetom, pa ti mogoče šansonjer pomaga to goto še malo bolj začutiti. Je pa res, da moji šansoni so spevni. Ni tisto mačka vleko za rep, je lepa glasba, taka zelo v bistvu klasična šansonska. Že šampanc. Aha, seveda. Če radeš rbedžija, lahko skozi vinom nastopa, zakaj ne bi šansonjer? Šampancem. Kje te lahko vidimo v bližnji prihodnosti, poleg na televiziji? Na kakšnem poletnem festivalu, vsekakor na anamariamitic.com najdete vse koncerte in dogodke. Pa na Mali terasi, tam pa
Na mali, ja, zakaj pa ne? Kva pa nam? Zakaj pa Ja, ne? ne vem, mislim, to bi bilo pa kar dobro, a ne? Tilen, Jaz sem za. a si za? Ja. Ja, pejmo. Pa vidva se pripravita. Ana Marija, hvala za obisk v našem studiu. veseljem. Veliko dobrih nastopov, In pa seveda. ustvarjalne energije. Točno tako. Hvala. Hvala Lepo ti. je biti tukaj. Ja, še kdaj pridem.